Je šlo na to. Meka tematika se je precej pojavila, mislim, da v tem obdobju 2010, mogoče celo tam do 2015. A ja, Eureka 7, na primer, tudi, ne? Pa se niso, ko so pa Gundami v to? Gundam? Gundami Gundam jaz bil prvi meka anim. Gundami so padli iz popularnosti v 2000-ih, tam nekje. Dokler ni prišel Witch from Mercury. Ja, ok, to je res, zaživelo. Ampak so zelo few and far in between, ne? Zakaj mislite, da je meka umrla basically v zadnjih 10 letih? I say it never lived, it's just a robot. Preveč niš je postalo vse skupaj in so tisti dedicated ljudje so noter ostali, ker je bilo že preveč lorja in nisi mogel. Spomnim se v svojih specifičen žanr je enostavno. V svojih otroških letih sem bil zelo navezan na igrače, ki so bili roboti. Transformersi. Beast Wars, specifično. Dobro, da si omenil Beast Wars. Ravno ko sem razmišljal o Meki, sem šel na YouTube pogledat Beast Wars Optimus Primal Returns, ker to je bil eden največjih momentov v mojem mladem življenju, ko sem gledal te zverince, kakor so bili prevedeni. Oh my God. In gledaš toliko epizod, pač dejansko si invested noter. Optimus Prime umre. Meni je bilo sam cool, kako se je gorila pač spremenila v robot. Right. Ali pa Gepard ali Leopard. Ampak na začetku so bili samo basically gorile, ki so se transformili, potem pa so še dinozauri prišli. Upgradali so se, še bolj cool so izgledali. Pa so bili bolj metalični, ne? Ja, exactly. Več še teh metallic delov so imeli na sebi, niso bili samo gorila, ampak je bil pač, videl se je, da je robot. Jaz se spomnim, da takrat smo bili v vrtcu. V bistvu. To je bilo ful dolgo časa nazaj. Osnovni šoli. Ja, ravno tam. Glej, vse kaj je igračka, ko se lahko... Ampak že takrat sem imel tak etično dilemo, ali je to zdaj cool, da zgledajo bolj metalični ali ne. But everyone wanted... vsi so hoteli Transformer, Bionic je bil full velik. Bionic je bil tudi zakon. Jaz sem kupoval vse. Mene je ful takrat tako zanimal, kakšen je lore, zakaj imajo te maske, pa odkje so prišli. So video igrice obstajale. Vem, da si pač z vsakim Bionicom si dobil tisti CD. Ja! Exactly. CD, ki ga nisi mogel uporabiti. Mislim, zelo redko je imelo eno gospodinstvo računalnika, saj ponavadi je imel tvoj prijatelj, oziroma gospodinstvo tvojega prijatelja imelo en računalnik, kjer so se združili v bistvu cela soseska. In potem si lahko familije. Ja, basically. Je pa res, da tisti so še bili časi, ko si ljudi spraševal, a imate računalnik? Exactly. Ja. To je res bilo. Ko je bila ful vroča roba, ko je imel tvoj sosed in sta potem, vsaj pač jaz sem se vem, da se sosed dohodil, da smo špilali potem GTA. Si eno uro čakal pred računalkom, da si prišel na vrsto, da lahko 5 minut igraš, right? Nekaj tasga. Samo najhujše je pa zdaj, ko obstaja YouTube pa to. In pol kot tisto, imaš čas, greš malo tak po spominih nazaj in se spomniš, moje začetne igre, ono ime je bilo okej. Age of Empires, League of Racers. Vredi, ampak to so oni znani. Pa greš res isto v niš, ko si špilal, ko si bil res froc. Pa greš pogledat danes, kako to je dejansko zgledalo, ker v tvojem spominu je vse. Wow, epsko, neverjetno. Ko vidiš ta šrot, toliko nič ni bilo, tisto pixeli, ko si tako videli, ko je šlo, oh my god. Vse Game Boy igrice pač tudi niso bile. To še danes je vredi. Se je, ampak kaj veš, pač basically imaš tiste velike, ne vem koliko bitno je tista zadeva. Ja, ampak te zadeve morajo... Vse cool zgledali, pač vse kar si dobil pod roko, veš. Te zadeve morajo ostati samo v spominu, ker imajo samo nostalgično naravo, ker če gledaš danes Beast Wars, ne, to zadevo moraš dati na CRT monitor, ki je star 20 let, sicer zgleda slabo. Moraš. Pa še to ne moreš gledati, ker sem poskusil iti stare nemške anime spet gledati, nostalgia. Ne, pa se da. Ne, se ne da. Pa se da, Če so kar nekaj govorili, sploh ne o zgodbi govorijo, ampak kar nekaj govorijo. Jaz sem kakšne 5 let nazaj želel refreshati svoje znanje nemščine, pa sem šel gledati Dragon Ball. Nice. Ja, Dragon Ball, Dragon Ball, original, ko imaš Adventure Little Goku. Pa je bilo zakon. Ja? Ja. Ok, te si res izklopil možgane. Ampak Nemci so imeli dober dub, oziroma imajo dobre dube. Yu-Gi-Oh dub, best dub. Sliši se dobro. Ja, kaj pa, sliši se dobro, ampak kaj? Ampak ni zgodbe.